Gospod župan, seveda najprej, ker še ni bilo priložnosti, iskrene čestitke k vaši vnovični izvolitvi v četrti krog tečete, torej četrti mandat je pravzaprav se vam že začel. Sredino konstitutivno sejo, v znamenju česa bo pravzaprav ta četrti mandat? Hvala lepa za čestitke in hvala lepa tudi volivkam in volivcem, ki so mi zaupali ta četrti mandat. Prav gotovo je Laško v tem trenutku v enim največjim investicijskem ciklusu v novejši zgodovini in z svojimi investicijami, ki temeljijo nekako na podlagi obnove železniške proge Celje-Zidani Most, bomo tudi nekako nadgradili občinske investicije kot takšne. In s tem bo Laško tudi dobil povsem neko novo dimenzijo. Tako bo tudi levi breg Savinje postal enakopraven desnemu bregu Savinje, saj bomo z novimi podvozi in z novimi mostovi povezali ta dva dela in naredili in omogočili dostop z vsemi vozili na vsa področja. S tem tudi jaz upam, da bomo tudi v veliki meri pridobili nova zemljišča za kakšne v bistvu obrtne storitvene dejavnosti. Seveda pa na občinskem področju v bistvu čisto direktno iz občinskega proračuna z kakšnim evropskim sofinanciranjem pa želimo v naslednjih letih zgraditi prizidek k novemu zdravstvenemu domu, ker jaz mislim, da je temelj vsega našega življenja in pa kvalitete bivanja v Laškem je prav gotovo zdravstvo, ker želimo nadgraditi osnovno zdravstveno dejavnost z določenimi specialističnimi ambulantami, ki bi v mnogočem nadgradile obstoječe zdravstvene storitve, ki so v tem trenutku v Laškem. Seveda na področju varstva otrok je vrtec v Rimskih Toplicah še tisti, ki nam je ostal in je nekako tudi zaseden v taki meri, da je dol bistveno premalo prostora glede na standarde, glede na število otrok, tako da bomo v naslednjem letu zgradili prizidek k vrtcu v Laškem in pa seveda tudi ga energetsko sanirali. V tem letu smo tudi dobili nekako oziroma odkupili od Pivovarne Laško tudi dvorano Trililje. Pripravljamo energetsko sanacijo, ker bi želeli tudi nekako zagotoviti energetski krog same te sanacije. Energetsko moramo tudi sanirati kulturni dom v Laškem, kjer je stavbno pohištvo praktično dotrajano v veliki meri, po drugi strani pa tudi sam energetski ovoj bo tisti, ki bo zmanjšal porabo kurjave in pa tudi ostalih energentov. Seveda pa imamo še kar več drugih stvari na področju športa, tako želimo urediti tenis park v Debru, kot tudi v Rimskih Toplicah. Prav poseben poudarek pa dajemo že v tem trenutku protipoplavnim ukrepom dol vodno od Marija Gradca proti Rimskim Toplicam, ker bi radi že, da nekako v naslednjem letu se pričnejo tudi ta dela, ki bo sicer financirala država delno iz evropskih sredstev, delno iz državnega proračuna. In zato smo tudi že maja podpisali memorandum oziroma pogodbo o sofinanciranju v vrednosti približno 4.070.000 evrov. In to bo tudi neka osnova za v bistvu pridobitev novih površin v Marija Gradcu za rekreativno oziroma tudi turistično in pa športno ponudbo. Tako da v bistvu dela nam v teh letih, v tem obdobju ne bo zmanjkalo. Kaj je bil pravzaprav tisti poglaviten razlog, spodbuda, motiv, da ste še v četrto se odločili kandidirati? Ja, mislim, da je poglavitno bilo to, da nekako smo v teh 3 letih pripravili kar mnogo projektov, ki so v tem trenutku že v veliki meri tudi v teku. To je tudi en projekt kolesarske poti Celje-Laško, ki smo jo nekako začeli na občinski ravni načrtovati leta 2007. Potem smo jo nekako uspeli uvrstiti tudi v državne kolesarske poti in s tem tudi
pridobiti financiranje za to kolesarsko pot. Na tej se bomo tudi trudili, da se v bistvu ta kolesarska pot nadaljuje izgradnja po naših željah ob Savinji in po željah tistih, ki jo bojo pač uporabljali. Seveda tudi železniška infrastruktura je tak velik projekt, ker imamo mnogo dogovorov, nekako že sklenjeno, neki ustno, neki pismeno in bi želel, da nekako korektno speljemo to do konca. Seveda je to tudi še odsek v Marija Gradcu z podrtjem Turkovega mlina in pa z izgradnjo državne ceste proti Šentrupertu. Same sanacije tudi državnih cest, seveda pa, da ne govorimo, lokalnih cest ne manjka za obnoviti, ne manjka tudi za izgradnjo novih asfaltnih površin na makadamskih javnih in pa lokalnih cestah, tako da mislim, da v naslednjih letih bomo kar mogli še bolj intenzivno delati, kot smo mogoče do zdaj, glede na to, da je tudi mogoče malce konjunkture. Jaz mislim, da tisto krizo smo kar uspešno prebrodili. Škoda je le, da nismo v tem času mogli dobiti več evropskih sredstev. Seveda pa največji projekt, ki nas počaka, je pa tudi obnova starega mestnega jedra, ker v tem trenutku nekako imamo že delno rezervirana sredstva za samo sanacijo kanalizacije in pa dela poti v starem mestnem jedru. Sam razpis je nekako bo v naslednjih mesecih v teku. Upam, da bomo dobili dobro rešitev, predvsem po okusu in pa meri občanov in pa tistih, ki stanujejo v strogem mestnem jedru Laškega, in s tem tudi nekako zaključili celovito obnovo vseh ulic v Laškem, v Rimskih pa smo že praktično z samimi ulicami zaključili. Čakajo nas še pa v bistvu manjše aglomeracije po naših zaselkih, torej po naših krajevnih skupnostih, kot je Šentrupert, Zidani most, Sedrač, kjer ravno tako želimo s kanalizacijo in pa z manjšimi čistilnimi napravami urediti čiščenje in pa odvajanje odpadnih voda. Vse vaše obdobje vašega županovanja vas spremlja čistilna naprava kot nek Damoklejev meč. V začetku je izgledalo, da se bo dalo hitro rešiti, bolj ko so se leta odmikala, bolj je to nekako se tudi stvar še vedno zapletala in komplicirala. Ste pred tem, da se postavi pika, ali je vendarle še nekaj ostalo tistega, kar je treba doreči? Ja, jaz moram reči, da ta čistilna naprava je kar velika zavora za razvoj občine skozi vsa ta leta. Mislim, da sam način financiranja te čistilne naprave je bil povsem zgrešen in javno-zasebna partnerstva prav gotovo niso neka rešitev za okoljske probleme, ker so praktično predraga in niso nekako prijazna do uporabnikov. Uporabniki so pa tle občani, ni občina Laško, ampak občani, in pa za sklad zakonodaje bi mogli praktično vse storitve zaračunavati direktno samim občanom, ker pa praktično bi to bistveno dvignalo samo ceno, ekonomsko ceno te storitve, zato smo pač nekako poskušali in pa jaz mislim, da smo tudi kar uspeli se nekako dogovoriti za dolg, ki je nastajal v preteklosti, ko praktično ni bilo še nobenega občana priključenega na čistilno napravo. Sodišče pa priznalo oziroma je ugodilo VTE-ju, da pač lahko te zneske za čiščenje, ki ni bilo upravljeno, pač tudi od nas izterja. Mislim, da smo tle tudi nek korekten dogovor dosegli za Pivovarno Laško, ki je praktično največji solastnik bodoči tudi te čistilne naprave kot take. In zdaj je pač ostal še en kredit, v bistvu nadaljevanje tega kredita, glede na to, da koncesionar takrat leta 2001 ni dobil kredit za 25 let, ampak za 15. Vzel ga 2003 in ta kredit je potekel. Odplačal je polovico vrednosti, se pravi, da mora druga polovica
še nekako se sfinancirati v naslednjih 8 letih, do leta 2025. Seveda pa mi bi si na koncu želeli, da bi ta zgodba, jaz mislim, da je to bolj klavrna zgodba za Laško kot tako, da bi se s tem VTM pač ta zgodba čim prej zaključila. V splošno korist predvsem občanov kot takih. Upam, da bomo to tudi v naslednjih mesecih dosegli, če ne pa želimo tudi izposlovati čim boljše pogoje za sodelovanje eventualno z tem storitvenim podjetjem v bodoče. Torej, vi pričakujete oziroma želite si, da bi oni zapustili prizorišče? Skozi že želja, ker sam glede na to, da nismo bili uspešni na sodišču, oni se pač ne želijo umakniti iz tega. Drugič pa naša želja je, da pač mi to prenesemo, to dejavnost na Komunalo Laško, na javno podjetje, ki bo pač delovalo neprofitno. Ne bojo se profiti iz tega zlivali kam drugam, ampak bojo na koncu ostali glede na nižjo ceno pri občanih. Ko so že ravno pri okoljskih problemih, so še nedorečene zgodbe okrog Ceroza, pravzaprav mejnega območja, se pravi Brezno in tisti konec občine. Kako ste zdaj z dogovori? Ja, to smo imeli, to je v bistvu tudi ena taka jara kača, ki se že dolgo vleče. Obljube so bile takšne in drugačne. Obljube so bile prve, glede na to, da je bila tam rastlinska čistilna naprava, da bo z mehansko to rešili, postavili so mehansko čistilno napravo, ta problem ni rešen in je še vedno se ično onesnažuje, hkrati pa tudi zaselek v bistvu Brezno. In jaz mislim, da moramo z novim županom, glede na to, da je v Hrastniku nov župan, se tudi čim prej skupaj usediti. Mi imamo tudi z ljudmi iz Breznega stalno kontaktne, tudi z odvetnikom, ki jih zastopa, da bi pač v bistvu čim hitreje rešili tudi ta problem. V katero smer želite, da se stvari zapeljejo? Na kakšen način rešiti pravzaprav to dokaj komplicirano? Tukaj je verjetno več nekih rešitev, bojo mogli pa glede na to, da ni samo občina Hrastnik lastnik, ampak je to regijska deponija, da se bojo mogli pač te občine odločiti in zbrati denar za sanacijo v bistvu tega odlagališča v smeri, da bo ta ična čista, v skladu z takšna, kot je bila prej, da bo lahko tudi naprej oziroma v bodoče ribogojni potok, kot je bil v preteklosti. Se vam zdi logično, da je regijska deponija na vrhu hriba, spodaj so pa izviri pitne vode na nek način? Ja, jaz mislim, da je ta lokacija res malo neposrečena. Bila je pač izbrana neka lokacija iz neke preteklosti, ko so bile predvideni bistveno manjši odpadki. Po nekih informacijah, ki sem jih jaz sicer kasneje dobil, glede na to, da ta deponija je bistveno dlje tam, kot sem jaz pač na tem delovnem mestu, je bilo predviden pač kot deponija za prvih, 5-10 let, potem se pa ta deponija seli v Letijo, ali se v bistvu ta deponija potuje po Zasavju. Zdaj, glede na to, da se je tudi sam sistem odlaganja odpadkov bistveno spremenil in je odpadkov bistveno manj. V Sloveniji praktično primanjkuje odpadkov za vse deponije. Kar je paradoks, pravzaprav, ne? Podobno kot z našo čistilno napravo. Ja. Tako da v bistvu jaz mislim, da ta odlagališča niso bila grajena smotrno, če pogledamo strani države. Mi jih imamo v tem delu, če pogledamo Laško, na razdalji 10 km kar 2 odlagališča. Vaš fokus v naslednjem mandatu, tudi do sedaj, infrastruktura, odlični infrastrukturni objekti, mostovi, ceste, kolesarska pot, na vse zadnje veliko pridobitev, teniška igrišča, tudi šport, ampak vendarle delovna mesta nam uhajajo, ljudje uhajajo, še vedno je negativni prirastek. Na kakšen način boste poskušali ljudi zadržati tukaj? Uhajajo nam. Ja, jaz mislim, da smo v tem trenutku še v večjem nekem, kot ste rekla, disproporcu. Na eni strani imamo podjetnike, ki si želijo zaposlovati delovna mesta, pa nimajo primernega kadra.
Na drugi strani nam pa dejansko manjka verjetno ene malo više tehnologije kot take, ker bi lahko tudi del tistih naših izobraženih se eventualno vrnili v občino Laško. Naša ideja je bila, da bi pač del občinskih stavb že v preteklosti namenili v start-up podjetja, ki bi eventualno lahko pritegnili tudi nazaj mlade. V veliki meri se ti mladi nekako odločijo, da tudi po končanem študiju ostanejo v glavnem mestu, kar jaz mislim, da ni dobro niti za Laško, niti za Slovenijo kot tako, glede na to, da je to kar neka praksa oziroma je v bistvu se dogaja tudi v drugih podobnih občinah, kot je naša. Po drugi strani imamo pa dejansko podjetja, ki iščejo kader, ki hodijo večkrat tule sem, s katerimi imamo tudi nekak stike in nimajo primerne delovne sile za to, da bi pač jih lahko zaposlili. Tako da jaz v tem trenutku zelo težko najdemo neko sinergijo med enim in drugim. Vse si pa želimo tudi, da bi dejansko se nekje nadaljevali se izgradnja dostopa iz Laškega do glavne avtoceste Maribor-Ljubljana, ker jaz mislim, da bi tudi približali Laško Sloveniji in s tem bi tudi bistveno več Laščanov ostali v Laškem, stanovali v Laškem in eventualno poiskali službo nekje pač izven občine Laško. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi ostali tle kot občani, hkrati pa bi tudi mogoče kateri od njih razmislil v bodoče o kakšni bolj ambiciozni poti podjetništva oziroma kakšnih raziskovalnih zadev. Vse pa si želimo tudi, da bi naredili kakšno socialno podjetje, ki bi pa zaposlili še en del tistih, ki so zaposlitveno teže zaposljivi, ne? In da bi, tu smo imeli tudi pogovore že z Golovcem, da bi v bistvu imeli tudi kakšno enoto tu. Nažalost smo bili zaenkrat še neuspešni, upam pa, da bomo tudi na tem področju predstavili vse, pa bi tle iskali tudi še kakšne ambiciozne posameznike, ki bi nekako prevzeli tudi vajeti kakšnega takšnega podjetja in da bi pač tudi v Laškem še kaj dodatno investirali v bistvu po privatni poti, kot je tudi recimo v bistvu pričetek ali pa odprtje tele naše pivnice v bivšem hotelu Savinja pod Ticem. Tle dejansko je treba pač dobiti enega, ki ima nek program, ki si želi izzivov, vse pa tle je tudi treba en del finančnih sredstev nekako priskrbeti iz privatnih sfer. Baje, da so Laščani, ki so pripravljeni celo na kaj takega? Ja, pri meni še ni bilo nobenega takšnega, ki bi bil. Mi smo imeli že parkrat tudi razpise, ni bilo nekega konkretnega odziva, od Laščanov pa zelo malo. Dvorana Tri lilije je pravzaprav kar precejšen zalogaj, ki ste si ga naložili. Kateri programi vas bodo zadovoljili? Bom tako vprašala. Niste vi tisti, ki boste pisali programe, lahko jih pa in seveda boste pa tisti, ki bo pristavil k nekemu programu kljukico in rekel, ja, to je pa v redu. Kakšen program, razen tega športa, ki se itak tam dogaja tako in tako, bi vas pa le zadovoljil, ker nek ambicioznejši, kompleksnejši program bi pa najbrž tak kubus ogromen vendarle sodil. Ja, prav gotovo je dvorana Tri lilije kar velik izziv. Jaz mislim, da glede na to, na prakso v podobnih občinah v državi, ki imajo ravno tako razvit turizem, verjetno ta dvorana ne bo 100% se sama sofinancirala v bodočnosti. In tle bo je potrebna pač verjetno neka tudi dodatna občinska sredstva iz občinskega proračuna. Mislim pa, da tle je dejansko velik izziv, glede na to, da pred samim tem nakupom sem kar nekaj pogovorov imel z turističnimi ponudniki v občini in so bili izredno optimistični. Jaz upam, da bo vse pol tistega držali, pa da bomo prišli do
približno vsej polovice pokrivanja stroškov čim hitreje, kar bi v bistvu pomenilo še potem pač obremenitev proračuna približno za 40 000 evrov, kar pa v bistvu bi lahko na drugi strani tudi v veliki meri pokrivali z dodatnim v bistvu prilivom iz turistične takse, ki bi nekako lahko pač pokrivala vsaj v nekem delu ta del in s tem, da bi pač stremeli k temu, da bi potem v kasnejšem času tudi ta dvorana bila čim bolj zapolnjena v komercialne namene kot take. Kakšna ponudba bi to recimo naj bila, da si znamo predstavljati? Ja, jaz mislim, da že določeni projekti, ki zdaj tečejo, ne vem, Termana Open, kot so neki pogovori tudi z Invalidsko organizacijo Slovenije tečejo, da bi tle bil tudi nek osrednji center za športnike invalide na nivoju države, ker bi v bistvu v veliki meri dodatno povečali število prenočitev na eni strani za naše turistične ponudnike, na drugi pa nekako zapolnili dvorano. Ja. Jaz sem bil kar presenečen, glede na to, da mislim, da letno imamo kar približno 18 000 nočitev iz teh prireditev športnikov v Termani. Mislim, da ni to glih zanemarljivo mala številka. Če bi pa se nekako poskušali dogovoriti tudi z Invalidsko zvezo Slovenije, pa z določenimi ljudmi, ki delajo okrog nje, pa mislim, da bi lahko ti športniki invalidi, glede na to, da je kar v veliki meri idealna za to, ob ureditvi klime v njej in pa energetski sanaciji bo še bolj uporabna tudi julija pa avgusta, kar zdaj ni bila. Se pravi, da terminov bi bilo potem kar bistveno več, se pravi 60 do 80 dni več prostih in pa za možnost uporabe te dvorane. In če bomo, jaz upam, da bomo nekako skupaj složno stopili z Termano, kot tudi rimskimi termami skupaj, jaz mislim, da smo lahko kar optimistični glede pokrivanja tudi stroškov te dvorane. Turizem se razvija, torej 170 000 nočitev samo v Termani v letu 2017, če smo kolikor toliko natančni, še kar nekaj 10 000 v rimskih pač toplicah tudi. Vizija, kakšna dodatna, kakšna novost, kakšna sprememba ključna? Ja, jaz mislim, da vedno bolj spoznavamo tudi v pogovorih z obema turističnimi osrednjimi ponudnikama, da je naša periferija oziroma naša podeželje kot tako ena velika priložnost tudi za njih. In ko bomo to znali dobro vklopiti v našo turistično ponudbo in nadgraditi obstoječe sodelovanje še bolj s konkretnejšim, in glede na to, da določeni turistične kmetije že tudi so v Laškem zrasle, lahko kar z optimizmom zremo naprej in mislim, da 200 kvadratnih kilometrov površine v Laški občini je kar velik potencial in pa izziv na drugi strani za tako občino Laško, kot tudi za Termano in pa Rimske terme. In če bomo tle najdli še boljšo sinergijo kot tako, mislim, da se nam piše kar boljši turistični časi še v Laškem kot takem. Še za trenutek in za konec k delu občinskega sveta, torej tisti primarni ravni. Občinski svet je tisti organ, ki vendarle vse tisto, kar si vi zamislite, udejanjite v različnih aktih, odlokih in tako naprej, potem sprejme ali zavrne. Predlagali ste na tej ustanovni seji sodelovanje, glede na videno, v začetku decembra ste se s temi predstavniki vseh izvoljenih svetniških skupin dobili. Kako kaže temu sodelovanju v bodoče? Ja, jaz mislim, da smo minuli mandatih kar pokazali eno pot medsebojnega sodelovanja in pa nekako skupnih naporov za dobrobit naših občanov. Jaz sem vedno pač neko filozofijo, da vsi svetniki, ki so izvoljeni v občinski svet, so predvsem v prvi vrsti zastopniki občanov in pa s tem tudi občani občine Laško oziroma so Laščani. Tle v bistvu mislim, da politika na občinski ravni
nima kaj dosti iskati in nismo nikoli nobenega izključevali. Tudi ta mandat želimo nekako tako korektno delati, ker jaz mislim, da sam s sinergijo in pa z skupnim delom je pot v boljši jutri. Moram še enkrat vprašati, ali glede na videno, na tisto, ko ste sedeli skupaj, kaže, da bo šlo tako ali ne? Ja, jaz mislim, da bo zaenkrat kaže, da se nekako odločajo za ta način dela. Jaz sem z vsemi svetniškimi skupinami, tudi oziroma predstavniki posebej še izvedel pogovore. Vsi so nekako naklonjeni temu, noben ni rekel ne, zato smo tudi v bistvu nekako odbore v tem duhu oziroma vodenje teh odborov v tem smislu nekako se načelno dogovorili. Konec leta je, novo leto je čist pred vrati že. Ja, prav gotovo, vsak december je nekako zaključek nekega dela in nek obračun. In jaz mislim, da v letošnjem letu je bil še prav poseben obračun v novembru, nekako so bile tudi volitve, ki so nekako pokazali, da delamo v pravi smeri. Mi se bomo tudi v bodoče še bolj potrudili v dobrobit predvsem občanov. Seveda pa vsem občankam in občanom občine Laško želim obilo sreče, zdravja in uspehov na vseh področjih v letu, ki prihaja. Seveda pa si kot vsak župan želim tudi, da nekako konstruktivno sodelujejo pri našem kreiranju naše bodočnosti in s tem tudi zagotovimo mlajšim, ki za nami prihajajo, boljši jutri. Hvala za pogovor, torej gledali vam bomo pod prste skrbno in vendarle vam želimo vse dobro. Hvala lepa.